Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bomo govorili o porušeni barieri kože. Zdaj, naša koža je naš največji organ in ima zelo dobro svojo lastno zaščitno funkcijo, torej zaščitna funkcija, da na primer voda preveč ne izhlapeva iz našega telesa, po drugi strani, da razni mikroorganizmi ne prodirajo v naše telo, še kup enih funkcij, malo več najbrž drugič o tem. Ampak v glavnem koža je sama po sebi ena taka zaščita pred vdorom v telo, pred zunanjostjo. In ima tudi tak rahlo kisel pH, okrog 5,5, da se ne razrastejo vse mogoče bakterije in glivice. Vendar se lahko zgodi, da jo iz različnih vzrokov porušimo. Jaz verjamem, da je že vsak dan imel porušeno bariero in takrat ne veš točno, kaj bi, ker bi rad vse naenkrat čim prej popravil, ker taki hodimo pač okrog. In ni najbolj pametno pač probati samo to zapudrati, no. Zdaj, vzroki so lahko notranji in zunanji. Notranji so na primer stres, razne bolezni, kakor je diabetes, lahko je tudi čisto genetično prirojeno, ne. Največkrat pa je to zaradi tega, ker prevečkrat čistimo kožo oziroma imamo preagresivne čistilce za naš tip kože. Potem je to lahko, ker preveč eksfoliramo kožo, ker preveč pilingov uporabljamo, ker preveč v bistvu odstranjujemo plast kože, odstranjujemo to zaščito kože, kot je zdaj popularno z raznimi 20% kemičnimi pilingi in podobno, ki jih lahko dobimo že pač v najbližji drogeriji. In pa na primer, da v svojo rutino dodajamo močne učinkovine, kot je vitamin C, kot so retinol, ne. Jaz sem imela že rečemo parkrat zaradi retinola porušeno bariero kože in lahko pa tudi seveda, kot poznamo dobro staro sonce, dobimo razne opekline in na enak način se poruši naša bariera. In kakšna je takrat naša koža? Zateguje, rdeča je, vneta je, suha, lahko se lušči, potem lahko tudi, na primer, nekateri izdelki, ki smo jih do zdaj uporabljali, začnejo peči. Ni treba teh izdelkov stran vreči, ker niso ti izdelki krivi, ampak je naša koža porušena. Tako da te izdelke prehranite do takrat, ko spet vzpostavite normalno ravnovesje kože, ne. In važno je, da se mi takrat zavedamo, da je treba to bariero kože popraviti, negovati, a ne. Kaj se zgodi? Če si predstavljamo, koža je tako v 3 plasteh, zgornja je epidermis, dermis in potem podkožje je subkutis. V kozmetiki se seveda osredotočamo na epidermis, na najvišjo plast in epidermis ima več plasti in najvišja je stratum corneum. In ravno to se zgodi, ko se poruši bariera kože, naš stratum corneum trpi. Sestavljanje, če si predstavljate tako opeke, tako kot gradimo hiše, opeke in pa malta okrog. Opeke so korneociti, stratum corneum, torej celice v najbolj zgornjem sloju kože, ki jih obdaja malta. Malta pa je sestavljena iz ceramidov, iz maščobnih kislin in pa iz holesterola, In kasneje boste slišali, da je dobro, da vse take učinkovine tudi vključujemo v izdelke za nego kože, ko naša koža trpi. Kar je najbolj pomembno, je, da nego spravimo totalno na minimum, torej, da se zatečemo k preprosti negi kože. Less is more, manj je več. Zjutraj čistimo najprej z vodo, potem damo neko dobro vlažilno kremo, in pa zaščito za sonce, nujno, ker pomaga, da naša koža ne utrpi še večje škode. In potem zvečer nežno čistilno sredstvo, spet vlažilna krema in pa okluziv. Zvečer si lahko privoščimo težjo nego, ker ne hodimo okrog, ker se koža ponoči obnavlja. Zato nujno rabimo okluziv, da kožo zapre, da se lahko učinkovine bolje prodirajo v kožo, te
pomirjajoče učinkovine, in da ne dodatno izgubljamo vlage iz kože. V primeru nege kože, nege take razdražene kože so pomembni humektanti, so pomembni emolienti, okluzivi in pa aktivne učinkovine, ki pomirjajo kožo. To so na primer pantenol, kamilica, gotukola, alantoin, adenozin, oves, niacinamid, ceramidi, holesterol, aloe vera, skvalan, glicerin, urea, hialuronska kislina, jojobino olje, marula olje, torej kar nekaj jih je, Izogibajte se vseh teh aktivov, ki ste jih uporabljali, retinola, vitamina C, raznih drugih kislin, glikolne kisline, laktične kisline, salicilne kisline. Izogibajte se dišav, alkohola in pa eteričnih olj. To, kar ste mogoče prej prenašali, zdaj trenutno ne boste mogli. Počakajte, da bo vaša koža spet ok. Če začnemo kar s čistili. Lahko si najprej kožo, zato da bo ponavadi ta nežna čistila res majčkeno slabše čistijo kožo, ampak glih point je to, da je pač mogoče lahko večkrat ponovite, nego s čistilom bo enako dobro očistilo kožo, boljš, kakor da uporabljate agresivno čistilo na razdraženi koži. Lahko uporabljate najprej Biodermo, ki zelo dobro očisti, pa potem kakšen primeren posebej je primerna za tale rozasta, za občutljivo kožo. Potem lahko kakšen Oat Cleansing Balm, noter ima torej, kot je že omenjeno, oves, ki lepo pomirja. Meni se je sicer zadnjič utekočinil, ampak potem sem pa videla, da ga moraš dati nazaj v hladilnik. Evo, ja, tako da je zdaj spet ok, vse je ok z mojim Oat Cleansing Balmom. Je tudi zelo pocen, tako da zelo v redu čistilno sredstvo. Potem je zelo fajn tudi tale Hydrating Cleanser od CeraVe, ki ima ceramide, ki ima glicerin, ki ima holesterol, tako da res tudi zelo dober občutek na koži pusti. In pa Kate Somerville, če imate nekaj več denarja, ima posebno linijo Delicate, torej točno takrat, ko je koža uničena oziroma koža po posegih, da potem negujete kožo s takimi izdelki. In potem kožo navlažimo. Najboljša je zame v tem primeru, ko imamo porušeno bariero kože, Cicaplast Balm B5, ki ima noter izvlečke gotukole, pantenol, potem ima tudi cink, glicerin in je res pač rešilna bilka takrat, ko jo rabim. Drugače pa podobna je ta Sun Young od Etude House. Dr. Jart Ceramidin Cream, ki ima noter ceramide, kot samo ime pove, kakšen Atopic Control linija Eucerina in pa spet Kate Somerville, če imate nekaj več kovančkov. To so vlažilci in pa potem smo rekli, da rabimo še okluzive zvečer. Najbolj znan je vazelin. Vazelin nanesemo res na tanko, ni ga treba na debelo. Vem pa, da je pač tako malo bedno, ker pač masten polšter, pa lase, pa to, pa probite to takrat pač majčkeno zanemariti, da si lase spnite v čop, ker okluziv bo res naredil spremembo, ker voda ne bo izhlapevala, ker bojo učinkovine iz tega vlažilca, ki sem prej omenila, boljše učinkovale. Na osnovi vazelina je tudi homeoplazmin, to je taka francoska vazelinska kremica, ki je v bistvu homeopatska in ima noter razne različke iz rastlin. In pa tudi, če nimate drugega doma, je v redu lanolin, najbolj medical grade, predvsem mamice najbrž ga imate doma, mlade mamice, imate tudi lanolin. To so okluzivi zvečer po vlažilcu, na tanko. In pa zelo pomemben korak na koncu dnevne rutine je zaščita pred soncem, ker le tako zaščitite kožo, da ne bo še bolj nastradala. In v tem primeru lahko uporabimo kakšne te mineralne filtre, naprimer Survival 30 od Nioda, Rein Clean Skin Mineral SPF 30, takrat malo zanemarimo, da je pač majčkeno bela, zato ker pač rabimo takrat, da koža je zaščitena. Lahko pa tudi naprimer Beauty of Fuseon, jaz ne vem, kako se čisto izgovori, ima tudi eno tako nežno kremico, niacinamid, adenozin, glicerin. In pa LRP Antelios Fluid, ima alkohol, tako da ga jaz ne bi v tem primeru priporočala, jaz bi v tem primeru priporočala raje LRP od La Roche-Posay Antelios Intolerance SPF 50.
Tako da imate tudi zaščitne kreme v tem primeru. Potem spet, ko je vaša koža v redu, lahko počasi uvajate zopet aktive, ki ste jih prej, s pazljivostjo, da ne uvajate kakšnega, ki vam je povzročil porušeno bariero kože, ne. Tako da to je to, našo kožo moramo varovati, naša koža ima že po naravi svojo barierno funkcijo, tako da ne rabimo jo mi preveč agresivno napadati z raznimi, ne vem, peelingi, eksfolianti, zaradi tega, da ji bomo pomagali, ne kvečjemu bomo naredili škodo. Tako da vse v nekih zmernih koncentracijah. In pa, če se vam to zgodi, zdaj imate en kup nasvetov, en kup izdelkov, kaj lahko storite. Jaz upam, da je bil video informativen. Če imate kakršnokoli vprašanje, me vprašajte. Drugače pa lajkajte vsebino, ki vam je všeč, subscribajte se na moj kanal. Do naslednjič pa lepo se imejte, čuvajte vašo kožo in čau, čau!